najslabši umetniki pred mikrofonom. Pred dnevi je umrla pisateljica, esejistka in prevajalka Zora Tavčar. Rodila se je 2. oktobra 1928 v Loki pri Zidanem mostu, tam je preživela tudi zadnja leta. Življenjska pot jo je vodila po svetu. V gimnazijo je hodila v Mariboru, na Dunaju in v Ljubljani, kjer je študirala književnost, doktorirala je v Milanu. Z možem, pisateljem Alojzom Rebulo, sta si dom ustvarila na občinah pri Trstu. Tam je preživela veliko let ter kot profesorica in kulturna delavka pomembno zaznamovala življenje in delovanje slovenske skupnosti. Z Zoro Tavčar se je o njenem vznemirljivem življenju in ustvarjanju leta 1997 pogovarjala Lučka Jenčič. Rojena sem na Štajerskem, staršem Gorencem, zato smo se dostikrat šalili, da so me hoteli imeti za Štajerko. Jaz sem rekla, da sem Gorenka, ker če je pes rojen maček rojen v pasji hiši, potem ne bo postal za to pes, ne. Vendar, seveda, po vsem sodeč sem najbrž vseeno ostala še vedno pristna Gorenka, čeprav me štejejo med loške kulturne delavce. Nato sem po kakšnem razredu osnovne šole prišla kot dijakinja v Maribor na klasično gimnazijo. Po izbruhu vojne sem končala tisti razred v Ljubljani, nakar sem preko nekega zanimivega možakarja, vladnega svetnika, avstrijskega polkovnika, ki je hodil na počitnice v Loko, prišla na Dunaj in študirala tam 2 leti na ženski gimnaziji. Po vojni sem hitro opravila nekaj razredov, ponovila svoje dunajske študije in končala na klasični gimnaziji na Poljanski v Ljubljani. Nakar sem se vpisala na Ljubljansko univerzo in sicer sem študirala svetovno literaturo in slavistiko. Se poročila še pred koncem študija in potem končala tudi še v Milanu italijansko univerzo, oddelek lettere z novo diplomsko nalogo, ter se zaposlila kot profesor v Trstu. Tam sem si ustvarila družino s pisateljem Rebulo in imela 3 otroke, deklice, ki so vse nekako literarno nadarjene. Seveda, ko prideš v Trst, te čaka delo vseh vrst in ne moreš biti samo profesor. Kot profesor, recimo, sem morala takoj začeti z dramskimi prizori, z igrami za dijake, sama napisala igro, seveda, jo režirala, jo glasbeno opremila in jo tudi scensko postavila na odre. Potem sem začela z literarnimi krožki, ker je bila pač potreba potem, in sem jih vodila pravzaprav, mislim, 10 let redno, vsak teden enkrat. To je bil pregled sodobne literature pa uvajanje v literaturo. Potem sem se začela ukvarjati s publicistiko, delala intervjuje za radio, mislim, da sem imela 70 z mladimi in 70 z ženskami. In začela pisati radijske eseje, predvsem o ženskah, ženska v svetovni dramatiki, ženska v svetovnem romanu in tako naprej. Kmalu je bilo treba začeti tudi z radijskimi igrami, ker so stalno prosjačili, da bi človek kaj napisal, in nekako mi je kar steklo in sem najprej dramatizirala Voranca, Pregla, Zidarja in skoraj vse Rebulove romane, potem pa pisala tudi originalne radijske igre, ki jih imam kakih 20 vsaj. Nato sem napisala še nekaj gledaliških iger in v Trstu so mi zaigrali kar 2 od teh. Vmes sem seveda pisala že prej poezijo, mladinsko revijo Novi svet in zaliv, vendar pa nobena od teh pesmi ni šla v knjigi. S prozo sem začela prav tako v Trstu, pravzaprav šele v Trstu, in nekatere radijske oddaje so se potem izoblikovale v 3 knjige. Prva knjiga je bila, mislim, Veter v laseh, memoarska literatura, spomini na življenje do mature, od Loke do Maribora in Dunaja.
Potem je išla knjiga novel Ob kresu življenja in potem polhumorna knjiga o ženskih imenih in ženskih usodah, Poklical si me po imenu. No, seveda, s tem še ni bilo vse zaključeno. Nato sem pripravila še vrsto intervjujev s Slovenci po svetu, ki je šla v knjigi Slovenci za danes in katera druga knjiga bo išla jeseni z novimi intervjuji s Slovenci po svetu. Potem sem izdala antologijo Izbor imigrantske proze pod Južnim križem z 2 sodelavcema. No, manjkalo pa tudi ni funkcij v zvezi s kulturo, recimo, da sem član upravnega sveta Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, da sem bila več let predsednica Združenja književnikov Primorske na obeh straneh meje, da sem več let bila član upravnega odbora Društva slovenskih pisateljev, no, pa še kakšni uvodi v razne pesniške zbirke, pa organizacija in vodenje literarnih večerov s primorskimi pisatelji, pa še letna srečanja na Premu, ki sem jih v glavnem tudi sama vodila in organizirala. Mislim, da če nisem pol spustila, je morda za silo vse. Hvala lepa. Jaz bi se vrnila pa seveda spet k začetkom. In me zanima, če so kraj in kako so kraj in družina vplivali na vašo odločitev, da ste se sploh odločila za učiteljski poklic. Za profesorski poklic? Ja, to... Pravzaprav sem jaz iskala po univerzi, kje bi bilo bolj zanimivo in sem šla gledati vsaj na 3 oddelke, med drugim meteorologija, da bi kaj stvarnega študirala, ampak sem videla, da s fiziko pri profesorju, ne vem, kako se je že pisal, ni bilo nekaj, je bilo prezahtevno. Potem sem hodila na francoščino, pa na nemščino tudi, ne, in nazadnje sem se navdušila nad profesorjem Ocvirkom in sem pristala tam. Pravzaprav sem slavistiko študirala šele potem iz Trsta in sem zmeraj nekako zviška gledala na slaviste kot vsi primerjalci najprej. V eni od knjig govorite o srečanju z vašim bodočim možem. To mi je neznano, da govorimo o tem srečanju. Mislim, da ja. Je imela literatura pomembno vlogo pri odločitvi za izbiro svojega življenjskega sopotnika? Vsekakor. Jaz mislim, ko sem prvič stopila v seminar na neki literarni večer, kjer je moj mož privihral in tudi precej zafrkansko govoril o neki poeziji, sem se takoj navdušila in že prvi hip sem rekla, tole bi bil pa človek zame, ker je tako odločen in tako, ne. In tudi on je zapisal tako, da v dnevnik danes je stopila nova ženska v moje življenje, se pravi, da je bila Liebe auf den ersten Blick, to se pravi ljubezen na prvi pogled. Potem sva se nekje zgubila, ne, in sva po enem mesecu se ponovno srečala in od tam naprej ni bilo konca, se nadaljuje. 2 ustvarjalca je to ovira ali spodbuda? Ja. Za moškega gotovo spodbuda, za žensko velika ovira, ker prvič kot ženska mora seveda opravljati ogromno dela, mora podpirati tudi svojega moža in potem seveda časa zmanjka, pa tudi jasno, če imaš ti že opravka z bolj talentiranim človekom, kot si sam, te to majčkeno paralizira in zaduši in rečeš, zakaj bom pa jaz čas njemu kradla, ko je on toliko bolj talentiran in tako napišeš veliko manj, kot bi, mislim. Ja, ampak vendar sami ste omenili, da ste prve pesmi objavljali že. To sem pa že prej počenjala. Ja, pravzaprav bi bila najbrž ostala pri poeziji, ko se pa poročiš in padeš v stvarnost, tudi poezija postane potem proza, ne? Oziroma ni res, ostane tudi poezija, ampak jaz sem se potem ukvarjala s prozo, zato ker so stalno prosili, da bi kaj napisala za revije in tako sem potem z veseljem pisala, ker motivov ne zmanjka, ne. Mislite, da bi morali v svojem življenju posvetiti več časa literarnemu ustvarjanju, svojemu lastnemu? Ja, vsekakor je to moja stalna želja, ampak zmeraj pride kaj vmes. So otroci, tako so zmeraj neke ovire, da človek ne more priti do tistega svojega pravega obraza, ne, in do tistega, da bi res se sam sebi posvetil in strgal, stresel ves ta prah in vse, kar se je nagrmadilo.
v življenju in prišel res do čistega samega sebe in potem šele začel ustvarjati. Ker preden prideš do tega, mine nekaj ur ali pa nekaj dni, ta čas je pa že spet kakšno drugo delo in tako čas teče in ne prideš do ustvarjanja. Ste kdaj pomislili na roman? Ja, tudi imam že nekaj poglavij in celoten načrt, ampak zdaj bi bil seveda popolnoma drugačen. To bi bil roman moje gorenjske sevško-poljanske rodovine, ne, Tavčarjeve. Tukaj bo pa zdaj seveda, če bo kaj, bo kvečemo o usodi ženske. Lahko poveste, kateri literarni vplivi so vas določili, razen seveda vpliv vašega soproga? Vpliv soproga je vsekakor nikakršen, zato ker se ne smem pustiti vplivati od njega, da bi ponavljala njegov stil. Jaz sem imela zelo rada Flauberta in zelo rada Tolstoja, medtem ko je moj mož imel rad Dostojevskega, ne, in se pravi, sva imela tudi okuse zelo različne in jih tudi še razmeroma imava. Je pa tako, da mislim, da nisem imela nobenih posebnih vplivov, jaz uživam v vsakem dobrem literatu, če je kolikor toliko oprijemljiv, da ni preveč hermetičen. Ko pa pišem, pa seveda moram prisluhniti vase in pač izraziti sebe in svoje poglede. Sami ste omenili, da ste doma sami literati. Ja. Ocenjujete delo svojega moža in delo svojih hčerk? Ja, to je tako. Pri možu pač vse pregledam in se pomeniva, se pravi, da mu tudi lahko kaj svetujem ali pa mu vsaj skorigiram, ne. Pri hčerah je pa tako, preberem ali pa mi pokažejo šele takrat, ko je že stvar zunaj, ni, da mi bojo kazale in vpraševali za mnenje. Mislim pa, da so vse tri zelo talentirane in je žal, da vsaj srednja noče z ničemer ven, čeprav ima za Radio Trst veliko stvari. Starejša se posveča službi, stroki in družini in tako je napisala samo poezijo in nekaj dramatike. In najmlajša je pa talentirana predvsem za pravljice in likovno in morda bo tudi še kaj dala od sebe, ne. To pomeni, da radi berete, kar pišejo drugi družinski člani. O ja, to pa kar. Sem tudi prisiljena, da moževo vse preberem, ne. Se vam zdi delitev na moško in žensko literaturo upravičena? Ja, če ženska piše, pač piše po žensko, ne, gotovo ne more po moško pisati, oziroma če bi pisala, bi bila komična, ne. Vendar pa sem se zmeraj in dostikrat prepirala z mojim možem, da imamo enake možgane, enako inteligenco, ne, to se pravi, da je naša literatura enakovredna in če dobro piše moški ali če dobro piše ženska, je to zmeraj literatura, ne pa moška ali pa ženska literatura, ne. Saj dosti literatov pisalo tudi kot da so ženske, ne, ali pa Gradnik recimo v svoje poezije. Marsikdo je pisal od moških, včasih so prav na znosni, kako skušajo biti ženske, ne, v literaturi. Ja. In v kakšnem kontekstu pa potem gledate recimo feministično literaturo? Ja, meni je vse všeč, meni je všeč ženska taka in drugačna, zelo feminilna in tudi zelo agresivna, ne. Se zabavam, ko gledam Svetlano Makarovič, ne, kako je odločna in vidim tudi razne nežne ženskice, ne, piše literaturo. Se pravi, da sem zelo široka, kar se tega tiče. Sprejemam tako in drugačno literaturo, če piše ženska ali pa moški. Sem zelo požrešen bralec in tudi zelo hiter bralec, ogromno preberem, ne, od časopisja do revij, do knjig, ne. Recimo koliko, več kot 30 let ste živeli v Trstu? Ja. Ja, se pravi v zamejstvu. Sodobno slovensko ustvarjanje literarno ste pa zagotovo spremljali ves čas. Ja, to ves čas spremljam tukajšno in tamkajšno in tudi zamejsko, zdomsko, koroško. Precej dobro poznam. Zdaj sem tudi morala, če sem morala o tem ali predavati ali pa pisati ali pa imeti literarne krožke. Drugače pa recimo ves ta svet vstopa sicer v mojo literaturo, ampak mi ni všeč, da bi pisala o sebi, rajši jemljem motive iz življenja, ki ga opazujem. Meni recimo najljubša mi je zgodba
zdaj mi posebej ob novem nadškofu pride na misel, ne, imam duhovnika, ki je na visokem položaju v Vatikanu in pride potem domov v domačo vas kot župnik in se mora vživeti v ta novi svet, napravi ta preskok. Recimo v to sem se skušala vživeti in potem mi je ljuba tudi zgodba tržaškega profesorja, upokojenega, ki se spominja svojih ravnateljev, svojih učencev in tako naprej. Zabavno je, ko je šel moj mož v pokoj, so vsi mislili, da opisujem svojega moža, čeprav je njegov odnos do šole in do poklica popolnoma drugačen kot moj in jaz sem dala sebe noter v tega profesorja. Ne? Zato mi je tako draga tista Ja, to zgodbo poznam. Ja. Mojstrsko je napisana in mislite, da bi lahko pisala še v tem slogu naprej? V tem slogu naprej. Ja, ne gre za slog, gre za motiv. Za motiv, to mislim, razvila tip poseben. Ja, moj mož mi je pravzaprav svetoval in rekel, ti napiši, ker si toliko v Trstu počenjala vseh mogočih stvari, napiši življenje tržaškega profesorja. Seveda, če tukaj nekomu rečem življenje tržaškega profesorja, bo rekel, kaj pa je lahko zanimivega, ne? Ampak z vsem, kar smo mi dol počenjali, ne? 1000 dejavnosti vseh mogočih, ne? Mislim, da bi bilo to kar interesantna stvar. Ampak vi nasplošno ste dober opazovalec, je zato so tipi tako dobro zadeti v vaših knjigah. Ja, ostro opazujem, ja, in zelo kritično, ampak pravijo, da preveč blago, da nisem ostra, ne. Mislim pa, da kdor zna brati, da spodaj že vidi vse ostalo, ne, tudi če ne rečem tako ostro. Tako je o svojem življenju in ustvarjanju leta 1997 v pogovoru z Lučko Jenčič pripovedovala pisateljica, esejistka, prevajalka in pomembna kulturna delavka Zora Tavčar, ki je pred dnevi umrla v 97. letu starosti.